Danes se tema nanaša na vrstico žene, naj bodo podrejene svojim možem, kakor Gospodom. Vrstica 22. Mož je namreč glava ženi, kakor je Kristus glava cerkvi. Kaj to pomeni? In odgovor je, da to pomeni zelo veliko reči. Preberimo celoten odlomek, ker si želim, da razmišljate o celotnem odlomku. Efežanom 5, 21 do 33. Iz strahospoštovanja do Kristusa se podrejete drug drugemu. Žene naj bodo podrejene svojim možem, kakor Gospodu. Mož je namreč glava ženi, kakor je Kristus glava cerkvi. On, odrešenik telesa. In kakor je cerkev podrejena Kristusu, tako naj bodo vsem žene možem. Možje, ljubite svoje žene, kakor je Kristus ljubil cerkev in dal za njo samo sebe, da bi jo posvetil, ko jo je očistil s kopeljo vode z besedo. Tako da bi sam postavil pred se veličastno cerkev, brez madeža, gube ali česa podobnega, da bo sveta in brezmadežna. Tako so tudi možje dolžni ljubiti svoje žene kot svoje lastna telesa. Kdor ljubi svojo ženo, ljubi sebe. Saj vendar ni nihče nikoli sovražil svojega mesa, temveč ga hrani in neguje kakor Kristus cerkev. Smo namreč deli njegovega telesa. Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno meso. Ta skrivnost je velika, jaz pa pravim, glede Kristusa in glede cerkve. Zato naj tudi vsak med vami tako ljubi svojo ženo, kakor sebe. Žena pa naj spoštuje moža. Božja beseda. Sedaj pa povzetek, podrobno preučiti in izdelati zaključke. Kaj nas tukaj Pavel uči? Prvič, če si pogledamo to besedo glava, kjer je mož namreč glava ženi, kakor je Kristus glava cerkvi. To pomeni dve reči. In ne vem, če se tega še spomnite iz prejšnjih predavanj. Kot prvič, glava pomeni, da se mož in žena dopolnjujeta. Izpolnjujeta. In drugič, glava pomeni, da obstaja avtoritetna struktura znotraj zakonske zveze. Te dve reči. Sedaj si jih pa še enkrat poglejmo in naj poskušam to obrazložiti dobro, kolikor se le da. Prvič, ko pravi, da je mož glava ženi, zadnjič smo rekli, da glava pomeni tako kot beseda avtoriteta. Tega zadnjič nisem rekel. Avtoriteta. To v bistvu ima dva pomena tem. Znotraj beseda avtoriteta je tudi beseda avtor. To pomeni vir. Nekaj ima avtoriteto, če je on vir. In to ilustracijo rad uporabljam. Morda ste že slišali, da če imate debato o neki pesmi, kaj je pesnik s to pesmijo želel povedati, pomeni, in vsak zase pravi, da misli, to pomeni to in ono in levo in desno. Sedaj pa stopi pisec te pesmi. Vsaka logična oseba se potem realizira, ker pride noter pesnik in pesnik pravi, jaz sem to napisal, jaz vam povem, kaj to pomeni. Vsi potem so tiho, ne? Zakaj? Zato, ker sedaj govori avtor, ker je on avtor. Samo on lahko pove, kaj to pomeni, ker je on vir tega. Zato ima avtoriteto. Torej, ideja avtoritete in vira sta skupaj celo v slovenskem jeziku, ker znotraj besede avtoritete je tudi avtor. In znotraj te grške besede za glavo je pomen tako za vir, kakor tudi za avtoriteto. Prva ideja je torej vir. In ko Pavel govori, da se žene podredi možu, ker je on glava ženi, tako kot je Kristus glava cerkvi, on govori o tej stari zavezi, o prvi Mojzesovi knjigi, kjer je Eva bila ustvarjena iz Adama in sta bila oba del drug drugega. Tako ne obstajata dve ločeni stvarstvi, stvarjeni ex nihilo. Nista Adam in Eva narejena iz zemlje, ampak imamo Adama narejena iz praha, zemlje, in Eva iz Adama. Kaj pa je pomembno tukaj? Zelo velik pomen je tukaj. Pri Mojzesovi 1:27 piše, da sta bila po Božji podobi ustvarjena. Moškega in žensko je ustvaril. Ko v hebrejščini postaviš dve izjave skupaj, sta ponavadi paralelne. To pomeni, da je ena v bistvu ponovitev iste izjave. Kot prvo, to pomeni, da je Bog ustvaril človeka po svoji lastni podobi, po Božji podobi ga je ustvaril. Moža in ženo jo je ustvaril. Kar je zelo jasno, to pomeni, da ko Bog pravi, da bom ustvaril človeka, da je človek v bistvu po Božji podobi. To pomeni, da je nekako zrcalo, ki odseva Boga, njegovo bitje, njegovo logiko, njegovo svetost, pravičnost.
Biti po Božji podobi pomeni tudi, da smo osebe in imamo sposobnost, da odsevamo njegov značaj, tako kot živali ne morejo. Kamni tudi ne morejo, niti ne drevesa. Potem pa piše, po Božji podobi ga je ustvaril, moškega in žensko je ustvaril. Jasna implikacija je, da ko je Bog ustvaril človeka ustvaril v dveh modalnostih. Da sta skupaj, tam moški in ženska, bila zgrajena, tam stojita in odsevata nazaj k Bogu, to, kar samo moški ali samo ženska ne bi mogla. Morda ilustracija vsega tega, morda če razmišljate nekako dveh delih ogledala in če jih date skupaj, potem prikažeta Božjo podobo. To ne deluje popolnoma. Če imate torej ogledalo in ga razpolovite čez sredico in imate tako dve ogledali. Obe ogledali skupaj lahko dobro odsevata totalnost svojega bitja, kaj ne? Ne potrebujete veliko ogledalo, tudi majhno ogledalo je dovolj. Mislim, da to deluje takole. Tukaj imate aluminijasto folijo in ta aluminijasto folija odseva vas primerno. In tukaj imate košček stekla, jasno steklo in tudi ta vas odseva. Aluminijasta folija odseva nekako malce popačeno, steklo pa ne toliko popačeno, ampak bolj tako temno, senco. Če pa daste folijo za steklo in jo združite skupaj, kaj dobite? Potem dobite ogledalo. In ogledalo popolnoma, ko združite ta dva elementa, odseva osebo, ki gleda ogledalo. In Svetopismo na mnogo načinov pravi, da mož in žena skupaj odsevata Boga, tako kot moški samo ali ženska samo ne more. Morda se vam zdi to čisto kmečka logika. Morda se vam zdi to nekaj, kar ste vedeli, da Biblija že dolgo uči, ampak želim, da se zavedate, da je to neverjetno kontroverzna tema tole. In celotna družba se premika popolnoma stran od te ideje. Učinki tega so zelo veliki, če bomo razmišljali o teh tudi danes. Dodajmo še drug primer, kjer se to zgodi, v 1. Mojzesovi, 2. poglavju, kjer Adam poimenuje živali. Piše, na koncu vsega poimenovanja živali piše, da se ni našla primerna pomoč za Adama. Njegove vrste. To pomeni, da Adam bil ustvarjen z določenimi deficiti v dizajnu, da je potreboval pomočnika, nekaj, kar ga izpolni. Če beremo v Stari zavezi, v 1. Mojzesovi, pišejo samo dobre besede. Torej vse, kar vidite, je, da je Bog ustvaril temo in svetlobo in videl je, da je svetloba dobra. Torej, dobre besede. In ustvaril je zelenje in ribe in vse, in to vse je bilo dobro. Vse te stvari ustvarjen je dobro. Torej, dobre besede. In kar naenkrat ni bilo dobro za človeka, da je sam. Torej, nekaj pomanjkljiva beseda, slaba beseda. Čeprav še ni greha, ni bilo še padca, ni bilo še vstopa zla. Razen, če je Bog ustvarjal Adama na tak način, da ni bil sposoben odsevati Božjo sliko v popolnosti. Zato pa, dobesedno tam piše, ker je Eva bila ustvarjena kot pomočnica primerna za njega. Oprostite, beseda je sodelavec, kompanjon, ki je drugačen od njega ali pa v skladu z njim. Ona je bila nasprotna njemu. In ko jo je odkril, ko jo je prvič videl Evo, kaj je rekel? Na poetičen način pove svoje besede. To je prva pesem v Bibliji. To je prva pesem v zgodovini. Pa ne tako v ritmi, v rimah ali takih rečeh. V hebrejščini obstaja poetična oblika, v kateri v bistvu Adam to pove. Ko reče, to je končno. Torej, hrepenel je potem, ker je bil nepopoln. Ne hrepeniš po nečem, razen če si nepopoln. To je končno kost iz mojih kosti in meso iz mojega mesa. Kaj torej pravi? On pravi, da je to res čudno. Ti si različno drugačna od mene. Nasprotna od mene. Ti si sodelavka nasprotna od mene. A še vseeno si jaz. Ti si nasproti meni, proti meni.
In še vedno si jaz. Najdem se v tebi, ti si manjkajoč del. In končno kosti iz mojih kosti in meso iz mojega mesa. To se bo imenovala možinja, kajti ta je vzeta iz moža. Kolikokrat potrebujemo, da mora Biblija napisati in pokazati, da obstaja fundamentalna nepopolnost vsakega spola samega po sebi, ampak da skupaj oblikujeta celoto in usposobi človeštvo skupaj, da odsevata Božjo podobo. In v 25. vrstici piše, da sta takoj potem je spoznal svojo ženo in bila sta gola, naga in ni jo bilo sram. Kaj se mu je torej zgodilo, ko je bil izpolnjen? To je zelo globoko. S tem bomo 5 minut se malo ukvarjali, ampak videli bomo rezultate te izpolnjenosti. Osebno udobje, da je bil v dobrem, v lahkotnem. Naga sta bila, pa ni jo bilo sram, ni jo bilo strah, nista se skrivala. Nek občutek prvotne, starodavne enosti in soglasja, ki ste ga Adam in Eva imela, ki ga do sedaj še nismo imeli, zato ker je nastopil greh in pokvaril to enotnost, ki sta jo lahko imela. Naga sta bila in ni jo bilo sram. Nič nista imela za skrivati. Popolnoma sta bila v lagodju s seboj in drug z drugim. Božja beseda pravi, in na veliko načinov to piše, da obstaja komplementarna enotnost med spoloma. Ta enotnost je izmenljiva. Moški in ženske so si drugačni, na neke vrste tudi nasproti drug drugim. Ne da se jih izmenjati. Sta enakovredno, ampak nista ista. Kot sem že prejšnjič omenil, je to, da je to zelo težko artikulirati. Milijone možev in žen je že doživelo to izpolnjenost, ampak je ne znajo artikulirati. In takoj, ko si poskušaš usesti in razložiti to in omeniti te dogodke, da vedno lahko samo rečeš, ampak a ne bi nekdo drug mogel to storiti poleg vašega soproga? Torej, dejanska izkušnja izpolnjenosti v solidnem zakonu je vedno večje, kot pa če bi bila posamezna, ločena. Ampak v samem bistvu je ta izpolnjenost, gre nekako po tej liniji. Prejšnjič sem omenil Carol Gilligan z drugim glasu, ki je del nove generacije raziskovalcev, ki pravijo, da ko pride do teh reči, obstaja nek spekter razlik znotraj samega spola in tudi same permutacije in variacije obstajajo. Moški in ženski možgani in srca delujejo na drugačen način. In zaključek, ki ga je rekla, se moški počutijo, da zorijo, ko se ločujejo in postajajo neodvisni, ženske pa zorijo, ko se povezujejo in navezujejo, postajajo odvisne. In če to vse skupaj povzamemo, nekaj, kar je zelo zanimivo. Ko dva prijeta skupaj in se začneta izpolnjevati, torej živita skupaj, sta prepričana, da je vsaka oseba, kar sem že pred nekaj predavanji povedal, da se predata drug drugemu slavni obliki. Torej, ko pogledaš to osebo v srce in vidiš ta potencial, ki ga imajo, torej ta slavna podoba te osebe, ki jo Bog želi upodobiti. Torej je ljubezen in pritrjevanje in konfrontacija in služba drug drugemu, vse te reči, ki se dogajajo. In to je težko delo. Kar se pa v bistvu tukaj dogaja, je to, da v bistvu tega se ne bojujete z nekom, ki je istega spola. Konfrontacije in kritike in pritrjevanje in grejenje, vse to se zgodi samo z nasprotnim spolom. Nekdo, ki je ustvarjen, da vam nasprotuje in vas izpolnjuje. To je težko opisati, ko razmišljate o tem. To se ne zgodi s starši, ne s prijatelji istega spola, tudi ne z nasprotnim spolom, če nimate tega globokega odnosa. V zakonski zvezi daste osebi pravico, da stopi noter, da vidi vaše umazane dele, da vidi najbolj intimne reči. Torej, ko dobite nekoga nasprotnega spola tja noter, potem se izpolni in tako se izpolnjujejo. Težko je opisati, kako je lahko nekdo, ki je na nasprotni strani, da vas izpolnjuje. Torej, če imamo to neko melodijo, glasbeno melodijo, prava kontramelodija, ki je sicer nasproti te melodiji, ustvari čudovito lepoto v glasbi. Napačna melodija pa ustvari grdo reč. In ne sprašujte mene.
kako opisati to razliko. Vsi vemo to dejstvo. Vsi vemo, da samo po sebi preprosta melodija, čeprav je zelo lepo, je lahko izpolnjena in dodelana in obogatena zaradi nasprotne melodije, ki se igra zraven. Vemo tudi, da nasprotna melodija se lahko igra na način, da ustvarja zelo grdo skupno melodijo, glasbo, šum. Sem že slišal, da je že mnogo ljudi poskušalo to. Sem imel glasbo tudi v šoli. In nihče v bistvu ne ve, zakaj. Zakaj pride do lepote ali pa do grdote v glasbi. Torej, ne sprašujte me preveč, kako pride do te izpolnjenosti, ker nihče ne ve. Do izpolnjenosti nekako pride zato, ker ste nekako prvič v svojem življenju prisiljeni, da neprestano gledate na svet z očmi drugega spola. Kaj to pomeni? Da ustvari neko modrost in vas izpolni, tako kot ta protna melodija v glasbi. No, na primer, razmišljam en primer. Tukaj sva Kathy in jaz, dva različna pristopa imava do čustev. Moj pristop je nekako tak. Kathy mi nekega dne pravi, jezen si, kaj ne, res si jezen. Jaz pa bom rekel, ne, nisem jezen, čisto v redu sem. Ona pa pravi, ja, lahko vidim, da si jezen. Jaz pa pravim, ne, v redu sem. In čez nekaj dni kasneje pridem do nje, bom rekel, ja, res, imela si prav, bil sem res jezen. Pogledala me bo in bo rekla, kako lahko človeško bitje z izobrazbo večjo od drugega razreda, kako lahko človeško bitje resnično živi v tem svetu in ne ve, da je jezen? Kako je lahko to mogoče? Kako lahko potlačiš svoje čustva in kako si lahko to ne v stiku s samim seboj? In kar njo moti, je v bistvu moja nepopolna moškost. Ločujem se in grem stran. Gledam na to, kaj bom dosegel. Ne gledam navznoter, ne zanimajo me odnosi in veze. Saj veste, to me mora na nek način še naučiti. To mora še izoblikovati, to mora še privesti iz mene. Kako je razočara ta moj neizpopolnjen del moje moškosti. Potem pa kasneje se morda usedem s Kathy in se oba dva strinjava, da je oseba, s katero bi mogla delati, bi morala biti prijazna z njo. Recimo, ta oseba je taka umazana ali pa zanemarjena. Torej pravi, to boš pa ti mogel. Zakaj? Ja, zato, ker ti znaš potlačiti svoje čustva. Ste opazili, da ženske, ki so v profesionalnem svetu vodilne, kjer je definicija profesionalizma, tega obnašanja, je v bistvu neizprosno moški pristop. Zato, ker moški v delovnem okolju, moški so že toliko časa delali v biznisu in ženske so bile izvzete iz tega, sedaj pa so prišle noter. So vsi standardi profesionalnega obnašanja v bistvu prežeti z moškim tipom. Biti profesionalen pomeni potlačiti svoje čustva. To pomeni biti absolutno nevoljen reči, da ga vprašaš, kako se nekdo občuti. Da si popolnoma hladen in ločen. Včasih je to dobra stvar, včasih je to pravilna stvar, odrasla, zrela stvar storiti. Ampak pogostokrat, ko je to potrebno storiti, ona mene pogleda, žena. Reče, ker ti znaš potlačiti svoje čustva. Ti jih bo tako globoko potlačil, da niti ne boš vedel, kaj sploh čutiš za 3 dni. Potem morda kdo reče, čakaj malo, to ni fair, to so seksualni stereotipi. Neobčutljiv moški in emocionalna ženska. Se opravičujem, niso stereotipi, to smo mi. In kaj sploh mislite, da stereotipi so? To je neizpolnjena moškost, neizkoriščena, nepovrnjena moškost in nepovrnjena, neizkoriščena ženskost. Ko se dva združita, ki se izpolnjujeta drug drugega, ki spodbujata in konfrontirata drug drugega, ljubita drug drugega, v nebeško kraljestvo. Je to, kar v bistvu neprestano delata, počneš to, da pripravljaš in izpolnjuješ, da tista neodvisnost ne postane tiranija in da tista soodvisnost ne postane odvisnost. Skupaj vlečeva. In kar je zanimivo, da če sem jaz kot moški preveč neodvisen, preveč avtonomen, moja soproga me bo na to pozvala, ker bo to videla, ker je tako občutljiva na te reči. Na drugi strani pa, če sem pa ravno nasprotno, nestereotipičen glede tega, ker nisem dovolj neodvisen v določeni situaciji, ki je potrebna, me lahko pozove tudi glede tega. In obratno za žensko, izpolnjujemo drug drugega vlečemo, skupaj greva, to je bisterij. Na globoki ravni pa spoznate tu oseba drugega spola, ki je drugačna od mene in hkrati, ki je jaz, ki me obnavlja, ki me zdravi, ki me spreminja vedno bolj v Božjo podobo. Moža in ženo ju je ustvaril. Končno!
Je to meso mojega mesa in kost moje kosti. Biti glava pomeni izpolnjenost. In druga reč pomeni tudi avtoriteto. Ena reč pa, in to sem že zadnjič omenil, in zato je dobro, da sem tukaj zelo jasen, kolikor se le da, ko to piše v Svetem pismu, naj se žene podredijo svojim možem in da možje ljubijo svoje žene. Kaj to v bistvu zahteva? Naj vam dam eno kratko prinazoritev, ker veliko ljudi ponovadi, ko govorimo o teh rečih, še cvet in govorijo z mano o tej temi. In skoraj večina pravi, da me razumejo in da čeprav jim ni to všeč, kar sem povedal, ampak nekako so parkirali to idejo. Kaj to pomeni, ko Biblija pravi, naj se žene podredijo možem? To ne pomeni, prvič, da žene dajo možu brezpogojno poslušnost. Morda se že kdo ne strinja z mano. V apostolskih delih 5:29, kjer državni uradniki pravijo učencem, naj nehajo pridigati Kristusa. Rimljanom 13 pa piše, da mora kristjan vedno poslušati civilne organe, državo. Tam piše v Rimljanom 13. V apostolih 5:29 pa Peter pravi kaj? Boga je treba bolj poslušati nego ljudi. Bistvo je to, da kakršnakoli človeška avtoriteta, s katero se ne strinjate, kakršnakoli podpora človeške avtoriteta ne sme biti brezpogojna. Samo Kristusu damo brezpogojno poslušnost. Kakršnakoli poslušnost človeku pa je pogojena s tem, da vam ni treba poslušati te avtoritete, če ta avtoriteta, da bi jo podprli, bi mogli s tem zanikati to, kar Bog zahteva. Tako pa, če podpirate neko človeško avtoriteto, ki vas sili v to, da grešite, v tej točki je vaša podpora človeške avtoritete ne obstaja več. Ne morete brati vrstic Rimljanom 13, da je vedno treba poslušati civilne avtoritete kot nekaj absolutnega. V luči apostolskih del 5:29, kjer civilne avtoritete pravijo, da ne smejo več pridigati Kristusa, evangelija, Bog pa pravi, naj to delamo, pri tej točki nismo več pod njihovo avtoriteto. Torej to sigurno pomeni, da bi žena polnoma podpirala avtoriteto moža, dokler ta avtoriteta ne gre navzkriž Božje avtoritete. Če bi recimo rekel, da bi mu pomagala prodajati droge, če recimo tepe. Z drugimi besedami, če bi rekli, da podpirate avtoriteto, ki jo v bistvu Bog prepoveduje in to je neumno in to je proti apostolskim delom 5:29 in tega ne moremo tako brati. Po recimo piše, ubogajte, torej žene podredite se možem kakor Gospodu. To ne pomeni na isti način, kakor poslušate Gospoda, ampak ko boste poslušali Gospoda, boste ubogale tudi moža. In moža spoštujete zato, ker spoštujete Boga. Ne piše, da naj poslušate moža na isti način, do istih dimenzij, kakor Gospoda. In vem, da nekateri ljudje tako razlagajo, jaz temu ne morem pomagati. Jaz ne bom branil cerkve, jaz branim tukaj Sveto pismo. Torej ne pravi, da se brezpogojno podredijo možem. To ne pomeni brezpogojno poslušnost ali brezpogojno služabnost, avtoritete, ki jo daja žena možu. Drugič, ko piše, naj se žene podredijo možem, to ne pomeni, da žene niso deležne v konsenzu pri odločanju. Ta viktorijanski model, če se spomnite, družinske avtoritete, tista mala ženskica avtoritete, kjer se žene podredijo, da mož odloča o vsem. In vi se samo smehljate in delate in se podrejate. V tistem modelu noben ni razmišljal o tem, kaj to pomeni, da drug drugega izpolnjujeta. Ko Biblija govori o tem, da se prijatelji drug drugega brusijo, kakor železo železo, koliko bolj šele največje prijateljstvo. Če pomeni podrejati se možu, da se mož odloča, da se nikoli ne prepirate, potem ne pride do tega izpopolnjevanja. Kako torej to izpopolnjevanje deluje? To je težko delo. To so konflikti. To pomeni, da se ne nasprotujemo, tudi prepiri. Izpopolnjevanje je tudi to, da se tepemo, metaforično rečeno, v ljubezni, a ne? Dobro. Vidite, ta izpopolnjenje se mora zgoditi na ta način. Torej je zelo jasno iz Svetega pisma. Že samo v tem, kako naj bi drug drugega posvetili, torej naj bi prali drug drugega in naj bi se ukvarjali z drug drugima šibkostmi, napakami in to je izjemno jasno. To pomeni, da je odločanje vedno konsens in se je treba bojevati za to. Dolgo časa brusita drug drugega in to se mora zgoditi, sicer ne pride do izpopolnjenosti. In potem me nekdo vpraša, kaj torej pa potem to pomeni. In to smo že zadnjič rekli. Kaj torej pomeni, naj se žene podredijo možem?
To pomeni, da ko se ne morete strinjati, po mnogo veliko prepričevanja in konsenza, nekdo mora odločiti. In to naj stori mož. Zato, ker Biblija pravi, ko da pride do tega, tudi če se žena ne strinja, potem moški stopijo v stik s svojo moškostjo in ženske z ženskostjo. In čeprav vam to ni všeč, jo boste našli. In mnogo ljudi pravi, glej. Mnogo prijateljev imam, ki verujejo zelo v nekaj, kar je popolnoma nova ideja v tem svetu. In to je ta egalitarijanska zakonska zveza, moderna zakonska zveza. V taki zakonski zvezi pravijo, da se odločitve skupaj sprejemajo in da morata se to odločiti. In nihče nima končne besede. In če se v zadevi ne morete strinjati, nihče nima pravice na koncu razsekati gordijski vozu in se odločiti, prevzeti avtoriteto. Moje izkušnje so, in še nihče mi ni uspel tega pokazati, da bi me prepričal stran od tega. In pravim, da je to nemogoče. Preveč točk je, kjer se preprosto morate odločiti. In če se ne odločite, pomeni, da ena stran zmaga. In primeren primer za to je, ki sem ga že zadnjič uporabil, je to, naj ne mena. Tukaj je Tim Keller, ki želi priti v New York in vzpostaviti novo cerkev, in žena, ki tega ne želi. In enkrat v vsej tej borbi, kot sem že omenil, v vsem tem boju sva nekako spoznala, da ni take stvari kot to, da se ne moreš odločiti. Na eni točki, torej, če ne želiš, potem ne bova šla. In ona je rekla, to pomeni, da se jaz odločam. In takoj sem se zavedal, ojej, ni izhoda tukaj. Ni izhoda v takem boju. Ali jaz odločim, ali pa ona odloči. Ni alternative. Ne obstaja ta egalitarijanski pristop. In na misel mi pride še mnogo takih situacij. Kam boste dali otroka, v privatno šolo, v javno šolo? Ne odločiti se pomeni, da se odločite. Torej, kdo se bo odločil? In v tem trenutku je moja žena rekla, ti se odloči. Ti razbita vozo. Vidite, kaj se zgodi? Žena in jaz nisva iz Srednjega zahoda, zato so oba dva hodila v javne šole, kasneje sva šla na privatne šole, torej nimava ideoloških predsodkov glede tega, te ali drugi varianti. Ne samo to, midva nisva pretirano, tako rečeno, moški ali ženski tip. Zato pa, zakaj sva torej midva to storila? Zakaj sva se odločila v tej zakonski zvezi? Ko ne morava priti do konsenza, ko sva nekako si nasprotna v vsem in sva storila vse, kar lahko in ne morava se prepričati. Zakaj sva se potem to odločila? Da se je to zgodilo sicer manj kot 10krat v najnem zakonu. Jaz se jih spomnim samo 6, ampak verjetno jih je bilo še več. Zakaj sva storila tako, kot je Bog rekel? Preprosto sva bila poslušna in ubogala. In to sva storila zato, ker nekdo se mora odločiti. In če se ne odločiš, kdo bo to, na osnovi tega, kar Sveto pismo pravi, in razodetja spoznanja, ki ga imaš, kaj boš potem storil? Potem bo tisti, ki je najglasnejši in kdo je najboljši manipulator. Kaj boš potem storil? Kaj potem lahko storiš? Vidite, bistvo je, in mislim, da je to alternativa. Če ima kdo boljšo alternativo, naj mi pokaže. Kot že vidite, že 17 let to govorim. In nihče se niti približal ni temu, da bi mi pokazal, kaj je tista tretja pot. Odločiti se je treba, kdo bo sprejel zadnjo odločitev. Midva sva odkrila, da je ideološko, emocionalno in kakršenkoli drug način, nama nima to veliko smisla. Odkrila sva, da je to nekaj v nama pritegnilo ven in naj jo kako spravilo v stik z najno moško in žensko podobo človeštva. Nekako naj jo je izpolnilo na nek način, kakor si tega nikoli ne bi mislila. Tu je še ena zanimiva stvar glede tega nauka. Tega ne smete pozabiti. Piše, da naj žene spoštujejo svoje može. To ne pomeni, da naj možje pridobijo spoštovanje od žena in naj si ga vzamejo. Edina stvar, ki naj storijo v bibličnem zakonu, je v bistvu naj ljubijo. Razmislite o implikaciji tega. Eden izmed mojih prijateljev, h kateremu vedno grem, ker ga zelo spoštujem, kot učitelja in pridigarja, človek iz stare šole, starokopitnik, odraste v Walesu v 20. stoletju, niti približno
približno ni bil tak, da bi ga lahko imenovali modernist. Bil je zelo starošolni in zanimivo je, kaj rekel, da so jasne implikacije tega besedila, da žene spoštuje moža in možem ni rečeno, da izvršujejo svojo avtoriteto, ampak jim je rečeno samo, da ljubijo. Se nauke, da možje niso upravičeni do avtoritete, da so glava, razen če žene ljubijo požrtvovalno. Če povemo drugače, biti glava v družini ni nič takega, kar bi bilo, da nekaj zahtevate ali pa vzamete. To je nekaj, kar prejmete. Vidite, če bi katerakoli izmed žensk, ki to poslušajo sedaj, sovražijo to idejo glave družine, krščansko razumevanje tega je zelo realistično, ker pravi, da si mož tega ne more vzeti, ampak lahko samo prejme. Nikoli nima pravice tega zahtevati, samo zasluži si lahko. Če si tega ne zasluži, če mu ne zaupate, može, če vam ne zaupa, če ne živite tako požrtvovalno življenje za njo, date njene potrebe pred svoje, tako da vam zaupa, potem vam tudi ne bo dala te avtoritete in si tega ne zaslužite. In tudi nimate pravice, da to imate. Tudi tega ne morete zahtevati. Če si želite avtoriteto, potem ljubite, dokler sama ne ugotovi, da to želi storiti. In to uči Svetopismo. Jasna implikacija. Nikjer ne piše, potegni svojo ženo. Piše, ljubi svojo ženo. Na drugi strani pa se obrne k ženi in pravi, dajte spoštovanje svojemu možu in naj je on glava družine. Realizem tega je zelo jasen. Zakaj? Se spomnite, ko smo rekli? 1. Mojzesova 2. in 3. poglavje piše, da je greh spremenil čelo glave družine in ga spremenil, da bodo moški po naravi tlačili žensko. To bo vedno tendenca, vedno bo obstajala. To ne izniči načela glave družina, ker ljudje pravijo, zaradi zatiranja moramo to popolnoma ukiniti v zakonski zvezi. To je preveč nevarno. Če bi res bilo prenevarno, nekaj modrosti je v tem, ampak Svetopismo vam ne daje te modrosti. In ne moramo poskušati biti pametnejši od Svetega pisma. Kar pa Svetopismo stori, je to, da vse uvije v zelo čudovite varnostne zanke. In tukaj je ena izmed njih. Može, nikoli vam ni dovoljeno, da si vzamete te avtoritete. Samo prejemate jo lahko. Samo zaslužite si jo lahko. Tukaj ne gre za zatiranje, niti približno. Če se dva usedeta, gresta in prečitata in razumeta, kaj Svetopismo uči. Ljudje si lahko Svetopismo razlagajo po svoje, lahko vse si po svoje razlagajo. Ampak če pogledamo Svetopismo, kaj piše, potem ne morete tega narobe razumeti, da bi se tepli in drug drugega mrcvarili. To počno samo zato, ker ne razumejo. Nekdo pa pravi, ja lej, če je to res, da so moški in ženske tako različni in da se komplementirajo drug drugega, in če to je res osnova za to enotnost, zakaj pa potem Biblija ne naroči vsem ženskam, da se podredijo vsem moškim? Zakaj je ta zapoved samo znotraj zaveznega odnosa, zakonske zveze? In odgovor je v realizmu Svetega pisma. Svetopismo ve, zaradi vpliva greha, kakšno zlo bi to prineslo. Tudi ve, zakaj se vse ženske se naj ne bi podredili vsem moškim. Ampak samo pravi v zakonski zvezi. Te varuje vse te varovalke, torej ta predanost za absolutno ljubezen. Tam in samo tam, z vsemi temi kvalifikacijami, lahko začne prakticirati ta avtoriteta. In se tako pride nazaj v stik s to prvinsko enotnostjo, ki sta jo imela Adam in Eva nekoč. Nikoli ne bomo prišli popolnoma tja, ampak vidimo samo prebliske. Tudi edin varen kraj je to poizkusiti, znotraj zakonske zveze. In ko ste v njej, delajte na tem. In boste videli, kako čudovito je občasno v teh trenutkih, ko ste lahko v miru, v sproščenem. Končno, to je kost moje kosti, meso mojega mesa. Drugi del te vrstice je zelo čudovit. In vedno ga spregledamo, zato ker smo preveč zaposleni s tem, kaj to pomeni, da se žene naj podredijo. Tako spregledajo dejstvo, da piše, mož je namreč glava ženi, kakor je Kristus glava cerkvi. To nas uči nekaj čudovitega glede odnosa s Kristusom in hkrati pravi, da če ne razumeš te slave odnosa s Kristusom, tem tudi nikoli ne boš imel primerne zakonske zveze. Veste, kaj vas uči? In s tem bomo tudi zaključili. Prvič, uči vas tole, o vašem odnosu s Kristusom. Kot prvo vas uči, da je opustošen z vami. To je tako poudarjeno, močno, ko piše, da ko gledate na to, kako se moški zaljubi v žensko in se jo poroči, potem malce dobite vpogled v to, kako Jezus gleda na odnos in rešitev tebe.
Prvo, kar dokaže, je to v našem odnosu z Bogom, da Kristusova ljubezen do nas ni neodločna, ni abstraktna. On je svoje srce obrnil k nam. In verjetno z veliko več strasti, kakor kdorkoli v tej sobi, proti nekateremkoli drugem osebi. Ranjen je, razdejan z vami. Zmagoslaven je v vas. Slavi se z odnosom z vami. Ne vem, kaj bi sploh lahko bila bolj drzna slika kot tega. Ne vem, kaj bi bila bolj neverjetna obljuba kot to. Delno tudi zaradi tega, ker je tako drzno, da nekako ne pustimo, da bi nas se to v polnini dotaknilo. Mož je glava ženi, kakor je Kristus glava cerkvi. Kakšna neverjetna reč. Obstaja ljubezen, ki je nad vsakršno strastjo, ki jo boste kdajkoli doživeli, ta ljubezen do vas. On je svoje srce obrnil k vam. On je obrnil svojo ljubezen k vam. Veseli se te, poje v svoji ljubezni do tebe, piše v Zefaniji. To je prva reč, ki vam pove, da vas Jezus ljubi. Druga reč, kar nam je povedal v Jezusovi ljubezni v tej vrstici, pa je, da je kljub ljubezni. Ste kdaj opazili, kako ljudje vedno rečejo pogosto, zaljubljena sta, poročila se bosta. Zanima me, kaj ona sploh vidi v njemu. Me zanima, kaj on vidi v njej. Rad bi, da veste, da najbolj nezrela ljubezen in najbolj zrela ljubezen sta si zelo podobne. Obstaja nezrela ljubezen, kjer se samo nekdo zatreska, vkljub vsem tem napakam te osebe. Torej, v nezreli ljubezni ne vidiš teh napak. Potem nekdo prije do vas in vam reče, a se boš poročil z njim, a je to res modro? A se zavedaš, kaj on počne ljudem, njegove napake? V težavah si. In ona pravi, da vidi in pravi, ne razumeš. Čudovite stvari. Jaz vidim njegovo srce, pravi. Jaz vidim, kdo on v resnici je. Problem nezrele ljubezni pa je, da ona vidi srce, ne pa napake in umazanijo. V zreli ljubezni pa vidiš srce in vidiš stvari, ki jih tudi drugi ne vidijo. Vidiš dragulje sveta. Vidiš tisto pravo rudo za vsem tem umazanim kamnom. Vidiš napake, vidiš pomanjkljivosti. In tako Jezus gleda na te. On vidi vse tvoje napake, vidi vso tvojo nevrednost, vse tvojo nezasluženost in pravi, vseeno mi je. To bom pokril. S tem se bom ubadal. Ker vidim to dragoceno, slavnostno osebo, ki boš postala v meni. In tako on gleda na vas. In tako si vas on predstavlja. Ko moški pogleda na ženo in jo želi predstaviti o sam sebi brez napake in čisto in vse te reči, to je kljub ljubezni. Torej, kaj on vidi v vas? Povem vam, da je to kar težko, to se ne dogaja doskrat v New Yorku, zaradi tega, ker se tako koncentriramo na zunanjost. Hvala Bogu, da Jezus ni tak. Hvala Bogu, da Jezus sploh ni tak kot mi. Jezus vidi tiste dragocene kamne pod zemljo in rekel, jaz sem predan temu. On vas ljubi kljub vsem tem pomakljivostim, napakam, pomankanju slave, čistoče, lepote. Tretja stvar. Rekli smo, da je Jezus prav tako zaljubljen, opustošen, kot možje ljubijo ženo. On vidi lepoto v vas, smo rekli drugič, vkljub vašim napakam, vidi te napake, ampak to ni pomembno njemu. On vidi tisto slavno obliko, ki jo bo dal v vas. In tretja reč, vsakič, ko se zaljubite z nekom, storite vse za njega. Predtem ste šli uživali, na ribarjenje ste šli, sedaj pa ne uživate več, razen če gre tudi ta oseba zraven. Prej ste služili denar zase, zdaj ga pa služite za njega. Sedaj pa razmišljate o tem, kaj lahko počnete skupaj. In zgodi se to, da ko ste resnično zaljubljeni, si ne morete predstavljati, ne morete uživati ničesar brez te osebe. Ste že slišali za tistega umetnika, ki je popolnoma propadel kot umetnik, ki je sicer risal podeželje, ko se je zaljubil in nažalost, karkoli je risal, je začel risati njo. Vsako sliko je risal in narisal njo. Vse je storil za njo. Biblija pa piše, da Jezus Kristus ni umrl za opravičenje, ni živel za abstraktno svetost. On je umrl za vas. Piše, da je on storil vse za vas. Rimljanom 8:28 piše, vse stvari služijo za dobro tem, ki ljubijo Boga. Žanom 1 piše, da on gospoduje vsej zgodovini, vsem okoliščinam, vse se dogaja samo zaradi vas. Kako nas torej on gleda kot cerkev? Ste, ko pošiljate svoje molitve tja gor in on dobi to in odpre svoj mail in reče, sporočilo iz cerkve, da vidimo, cerkev.
Ja, tista mala organizacija tam dol na zemlji, ja, ki sem jo pustil pred 2000 leti. Me zanima, kako jim gre. Ne. Ni tako. Svetopismo pravi, da on stori vse za cerkev. On živi za to cerkev. Vse, kar se zgodi za cerkev. Zame in zate. On v univerzumu ne vlada na principih nekega abstraktnih principov pravičnosti ali pravice. To je vse samo za vas. Tako kot moški, ki je zaljubljen. Lahko verujete to? Razumete to? Lahko razmišljate o tem? Ne boste imeli dobre zakonske zveze, če ne morete biti tako rekoč opustošeni z ljubeznijo, tako kot Jezus do nas. In zadnja reč? Kristusova ljubezen je avtoriteta. Velik problem in zakaj vas je mnogo tudi prestrašenih, da bi se poročili? To bomo govorili naslednjič. Kaj, če se ločim? Kaj, če sem homoseksualec ali pa kaj, če sem samski? Kaj ima to sploh veze z mano? Veliko ima veze z vami. To bomo naslednjič. Povem pa vam. En izmed razlogov, zakaj se ljudje bojijo se poročiti, in prav je tako, da ko se zaljubiš, padeš pod avtoriteto te ljubezni in ne govorimo o možu in ženi. Dobro veste, kako težko je biti z nekom zaljubljen, ker nisi več svoja oseba, se moraš kar naenkrat začeti odločati z njim. Želim se preseliti v Los Angeles in potem morate ugotoviti, če se tudi ona želi tja preseliti. Torej gre za neko avtoriteto, pod katero zgubiš nadzor, ko si zaljubljen. Moraš zgubiti nadzor, sicer izkoriščaš ljudi. Če spustite neko osebo v življenje in vas ta oseba ljubi, potem ne morete te osebe obravnavati kot osebo. Zgubili ste nadzor do neke mere. Sedaj imate osebo, ki vas ljubi. Ste odgovorni za njo. Ko največja oseba tega univerzuma v zgodovini sveta pride v vaše življenje, potem resnično zgubite nadzor. In prav tako, kot izgubite nadzor, ko stopite v čudovit ljubečno odnos, tudi najdete sebe. Ste izpolnjeni in ni druge reči, ki bi bila primerljiva s to izpolnjenostjo, kot pa če izgubite nadzor, če se predate Jezusu. On je popolnoma zatreskan v vas. On vas ljubi kljub vašim napakam. On je absolutno delal vse za vas. In zadnjič, želi, da se postavite pod njegovo avtoriteto. Poslušajte, samo zapomnite si, Jezus je pomočnik in on je glava. In tisti izmed vas, ki trdite, želim tako izpolnjenost, če bi imel popolno zvezo, bi bil izpolnjen. Dobra zakonska zveza ni dovolj. Najboljša zakonska zveza na svetu ni dovolj dobra. Vas ne izpolni. Vas ne postavi popolnoma v Jezusovo podobo. Ampak Kristus vas izpolni. On vstopi kot največji pomočnik. On vstopi kot glavna glava. On vstopi kot glavni soprog. To besedilo piše tudi, da če ste poročeni ali ne, s človekom, ste poročeni tudi s Kristusom. In on je zatreskan v vas in vas želi spraviti pod svojo avtoriteto in vas izpolniti. Molimo. Oče, hvala ti, ker si nam dal pravico do tega, da lahko pridemo pred tebe in rečemo, zato ker nas ti ljubiš, vemo, da nas boš ti usposobil, nas oslavil in storil vse za nas. Hvala ti, ker je tako čudno, bolj kot predajamo svojo avtoriteto, več kot damo tebi kontrole, moči, več svobode, več avtoritete tudi čutimo, več postajamo mi. Pomagaj nam sprejeti vse te besede, ki smo jih danes slišali in da jih bomo preučevali in pomagaj, da jih apliciramo v življenju. V moči tvojega svetega duha te to prosimo in v Jezusovem imenu. Amen. Hvala za poslušanje. Upam, da vam je bilo v blagoslov. Molitve so pa vedno dobrodošle.